Topel pozdrav z Radia Robin, spoštovani in spoštovane. Naslednjo urico bom v vaši družbi Katja Munih. Bi radi izvedeli, kaj se bo odvijalo v letu 2025 v času Evropske prestolnice kulture? Potem ste na pravih frekvencah. Skupaj z gosti, kdo so, razkrijem čez nekaj trenutkov, bomo govorili ravno o tem. Ja, zdaj gre že za res. Še okoli 40 dni manjka do uradnega začetka prve čezmejne Evropske prestolnice kulture Nova Gorica, ki bo potekala pod sloganom Borderless čezmejno. Lepo torej pozdravljam današnje sogovornike, s katerimi bomo poskušali kar se da konkretno predstaviti program EPK. Lep pozdrav najprej Nedi Rusjan-Bric, pobudnici kandidature, so avtorici prijavne knjige, danes umetniški svetovalki GO 2025, skratka, ki je v najboljšem možnem pomenu besede kriva, da imamo ta EPK tukaj v Novi Gorici. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Lep dober dan tudi Stojanu Pelku, programskemu vodji GO 2025. Dober dan, pozdravljeni. In Maji Radovanovič, projektni vodji na Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje GO. Dober dan. Program, ki se bo odvijal pod okriljem EPK, prinaša skupno več kot 800 dogodkov iz uradnega in spremljevalnega dela. Vse to pa se bo začelo z otvoritveno slovesnostjo 8. februarja prihodnje leto na slovenski kulturni praznik. Pod režijo tega čezmejnega spektakla, poimenovanega Od postaje do postaje, se podpisujete vi, gospa Rusjan-Bric. Kje se bo torej vse skupaj začelo, kje se bo končalo in kaj se bo dogajalo vmes? Upamo, da se ne bo tako hitro končalo in da bo zelo brezmejno, niti ne samo čezmejno. Vsekakor pa se začne na goriški postaji, železniški postaji že zjutraj ob 10. z eno tako godbo napihala, ki bo vzbudila celotno mesto, najprej Gorico. Ustavili se bomo najprej na Travniku, kjer bo ena večja slovesnost, dnevna. Potem bomo imeli čezmejno parado, ki bo šla od Travnika do Bevkovega trga, se pravi, bomo povezali mesto na ta način, ceste bodo zaprte, parada se bo nadaljevala in prišla do Bevkovega trga. Ob 4 bomo imeli uradno odprtje slavnostno za visoke goste na Trgu Evrope, ki bo takrat obnovljen. Žal ni preveč velik, tako da dejansko bomo prenašali potem dogajanje na ekranih po obeh mestih, seveda, tudi na Bevkovem trgu in tako naprej. Največji spektakel se bo pa potem odvil ob 6 pred SNG-jem, se pravi pred gledališčem, mestno hišo Novogoriško in okoliškimi stavbami, kjer bodo stavbe v bistvu scenografija oziroma oder za nastopajoče in vse skupaj bo neka napoved programa, ki ga bomo videli v naslednjem letu. Seveda vse se ne bo končalo takrat, ampak se bo nadaljevalo v brezmejno zabavo, ki se bo razširila zopet na Trg Evrope, na Travnik, na Bevkov trg in kasneje tudi po barih in restavracijah obeh mest. Tako da ta napoved programa, ki jo že napovedujete na tej otvoritveni slovesnosti, bo tako, bomo pokukali lahko v te drobce, kaj ne? Ja, zbrali smo, malo bomo predstavili najprej, kje smo, zato ker pričakujemo seveda tudi veliko tujih gostov, pridejo ponovno naš tako imenovani EPK družina, to je čez 100 raznih delegatov iz raznoraznih evropskih prestolnic kulture, potem seveda pričakujemo tudi skoraj 200 novinarjev in tako naprej. Je veliko zanimanja? Veliko zanimanja, moram reči, da absolutno da, tako da smo že po celem obeh mestih iščemo prostore za vse te, zato ker moramo vzpostaviti tiskovno središče za nastopajoče, ki jih je samo na večernem delu več kot 500. V paradi jih je, mislim, da 700 na vsaki strani. V parado smo povabili predvsem lokalne društva, pevske zbore, godbena pihala, razne. Skratka, vsi bodo lahko sodelovali oziroma prišli vsaj gledati, šolarji in tako naprej. Skratka, celo mesto bo v bistvu v akciji, upamo in res prosimo samo za lepo vreme, tudi če mrzlo.
Tudi mi. Nekaj sem slišala pa tudi, da se bodo visoki gostje pripeljali z vlakom. Da, če bo možno, zelo visoki gostje, recimo temu tako, no, ker oba predsednika, če bo vse v redu, da bosta res oba prišla, se bosta pripeljala z vlakom, posebnim vlakom seveda, in sicer, ki bo začel svojo pot v Gorici, se ustavil v Šempetru in potem prišel tudi v Novo Gorico na postajo, takrat točno ob 4 in potem se bo začel tudi prenos televizijski, prav tako ob 6 zvečer, tako da v bistvu se bo dalo videti tudi na televiziji, ampak vsaj ta del ob 6 je narejen tako, da je najboljše, če smo tam, zato ker je imersiven, v bistvu smo obkroženi z glasbo, z videi in z dogajanjem, tako da bomo imeli popolnoma drugačen občutek, kakor če gledamo na ekranu. O dogajanju, ki ga prihodnje leto prinaša Evropska prestolnica kulture, je govora in najbolje, da se najprej pomudimo pri sklopu dogodkov, ki jih prinaša pomlad. Stojan Pelko, kaj bo takrat prinesel uradni program? Nikar ne delujem, ker je Neda končala. Predstavljate si, da bo recimo tisto soboto, 8. februarja, cela Slovenija gledala ta prenos. In bojo videli, če pa Gadžijev tako dober, ga grem pa potem polet poslušati, potem pa, če so MN tako dobri, MN Danci grem takrat v kamnolom. Ampak mi pa seveda ne moramo računati samo na dogodke, ampak moramo na nek način imeti razprt program za vsak trenutek, za vsakogar, ki pride. Zato v tem prvem delu, januar, februar, marc, vemo, da bo Tomi Janežič vsak mesec prišel z novo predstavo svoje dedekologije in da bomo sukcesivno odpirali Mušičeve razstave v Dobrovem, v Štanjelu, v Gorici, v Bukovci tudi posebno inštalacijo. To sta recimo dva avtorja, na kateri bomo gradili to prvo sezono. Hkrati si pa predstavljate, da bo vsak dan nekaj. 8. marca, kot po naključju, bomo začeli program Nevidne ženske, ki se bo ukvarjal z priseljenkami iz nekdanje Jugoslavije v tej regiji. In tako praktično vsak dan tega meseca. Super. Se pravi, kar nekaj dogodkov se že začenja pomladi. Dejali pa smo, da poleg uradnega programa imamo tudi spremljevalni program. Maja Radovanovič, potekal bo pod blagovno znamko Go in prijatelji. Kaj se obeta, kdo vse sodeluje pri pripravi tega? Ja, seveda je EZTS skupaj z deželo in 2 občinama skrbi tudi za spremljevalni program, ki vključuje tako različne projekte SPF, ki so financirani preko EZTS-ja. To so te Small Project Funds. Tako, kot tudi dogodke, ki jih organizira dežela, FJK, pod blagovno znamko Go and Friends in s katerimi je soorganizator tudi EZTS ter obe 2 občini. Kaj se torej obeta v tem pomladnem delu? Tako v bistvu se začne vse že po zimi, že pred otvoritvijo bomo nekako lahko uživali v raznih razstavah. Ena izmed večjih je tudi razstava Andyja Warhola, ki bo v Palači Atoms. Ki je že v teku, kaj ne? Ja, je tudi že začela v bistvu, decembra. In potem se pa nekako marca selimo na to veliko srečanje programa Interreg, ki bo tudi ena izmed glavnih točk za SPF in EZTS. Potem pa sledijo te spomladanski dogodki, ki so bolj športne narave, ker bo, upajmo, vreme takrat boljše. Vsi upamo na dobro vreme, kaj ne? Če zapoudarite, naprimer, 2 večja SPF projekta, eden bo v sklopu mobilnih plezalnih sten, ki se bojo pomikale po 3 mestih, tudi spravi Nova Gorica, Gorica in Šempeter, in pa raznih ekoloških pohodov vzdolž reke Soče, tudi spet v sklopu enega izmed SPF projektov, Soča iz Onco. In seveda imamo tukaj še potem večje razstave in pa predstave in koncerte Go and Friends, ki jih organizira dežela. In sicer gre za eden izmed strateških projektov dežele, je naprimer Rossinijeva opera Potovanje v Reims, ki se bo tudi zgodila v tem času, in pa tudi razne druge, ki so še v odvijanju. Tako. Pomlad pa je čas tudi za pohodništvo, kaj ne? Eden od 3 množičnih dogodkov. 4. Ker je tudi otvoritev množičnih dogodek. Prav imate. Množičnih dogodkov iz sklopa Ustavimo mesto, tako se poimenujejo, bo tudi 1. maja in sicer pohod za Evropo. Takrat bomo ponovili, bomo rekli, ta naš tako priljubljeni pohod prijateljstva, vendar
vendar seveda v enem takem ekstra varianti, z bogatim kulturnim programom in tako naprej. To bo 1. maja na obeh straneh meje in tako dalje, vendar pa bo to sklop, ki bo trajal do 9. maja, kjer bomo obeležili tudi seveda Dan Evrope 9. maja in to z otvoritvijo enega naših največjih ali najbolj takih strateških recimo projektov, to pa je Epik, ki bo imel svojo obnovljeno stavbo in takrat pa tudi že vsebino. Morda samo 2 besedi o Epiku. Kaj Z prinaša? veseljem pomagam Izvolite, Nedi. izvolite. Z veseljem pomagam Nedi, zato ker dejansko je to verjetno, ne samo da je za občino občina Nova Gorica, mestna občina, eden največjih investicijskih projektov, ker gre za obnovo skladišča, ampak je po pomenu in po umeščenosti na samo mejo to za nas verjetno ključni projekt. Spomnili se boste, da je bil na začetku umeščen na sam trg Evrope. Tako. S tem premikom v obnovljeno skladišče absolutno ni izgubil te centralne vloge, tega epicentra, kot mu rečemo. Kuratorska ekipa pod vodstvom dr. Kaja Širok že pripravlja razstavo, ampak simbolno bo odprta 9. maja, se pravi na 80. obletnico konca 2. svetovne vojne. Zakaj? Zato, ker je v tej regiji toliko različnih narativov o 1. in 2. svetovni vojni, toliko pripovedi, toliko pričevanj, toliko zgodb, da jih je na nek način treba soočati, pokazati različne vrste človeških dram, ki so se skozi to regijo valile in doživljale, in Epik je prizorišče za to. Mi zdaj, veste, po čem najbolj sodimo? Po interesu vaših kolegov, novinarjev iz velikih evropskih redakcij, da eno je ta čezmejna ambicija same prestolnice, torej 2 mesti iz 2 držav, ampak tako je naslednji interes je pa točno za projekt Epika. Ker mi v tem Epiku imamo odgovore tudi na aktualne zadeve. Seveda. Tako aktualne zadeve, ko en mestni svet se ne more čisto dobro odločiti, kako bi obsodil zgodovino, po drugi strani pa tudi za kakšno aktualno vojno tematiko. S predstavitvijo programa Evropske prestolnice kulture smo že zakorakali v poletje. Stojan Pelko, kaj bo takrat namenil? Nas zdaj, ko smo hodili okrog po Evropi, sprašujejo, kdaj ne pridemo. Ne? In seveda rečemo, pridite na otvoritev, pridite v začetku maja, ampak predvsem pa pridite polet, zato ker boste takrat tudi izkusili tisto, kar je onstran programa, in lepoto narave, in gastronomske lepote. Pa vendar je logično, da nekateri dogodki, ki so za nas najtežji za organizirati, ker z njimi posegamo v eksterieru zunanjost, se bojo točno takrat zgodili. Govorimo o nastopu M&Dance v Sokanskem kamnolomu, govorimo o koncertu Aleksandra Gadžijeva pod Sokanskimi mostovi. Se pravi, te stvari so za nas poletni highlighti. Ampak se vračam na vprašanje tudi dostopnosti drugih vsebin. Ko bo pa nekdo nekaj hotel vedeti o idrijski dediščini, industrijski ali pa UNESCO-vih bo šel tja pogledati. Ko bo hotel biti na Sergio Midei festivalu, scenaristike, ki bo pritegnil velika imena iz sveta, bo prišel tja. Tako da poletje si treba na nek način skozi predstavljati, tisto, ki se že malo skledi vročina in ki lahko zunaj zvečer, ko pade mrak, uživaš v glasbi, v filmu, ampak tudi v dobri hrani. Tako da namesto na dopust kam na morje priporočate Novo Gorico in Drugi Gorico. bodo prišli k nam na dopust, absolutno. Tako. Kar ste povedali že ves ta čas, nakazuje na to, da EPK ne prinaša samo strogo kulturnih dogodkov, kaj ne? Evropska prestolnica kulture je v temelju, kot reče, transformacijski proces. On mora pustiti trajne sledi, najprej v tem, kako je kultura precipirana in ustvarjena v nekem okolju, zato bojo posledice mnogolike za ljubiteljsko dejavnost, za način, kako se razpisi za kulturo peljejo. Ampak potem so pa te druge stvari, o kateri ste kolegici že govorili, se pravi, ena je ta množičnost, ker mi spet še nastopimo za pihalno godbo, pokažemo spoštovanje do tega, ne? In hkrati vključimo eno veliko skupino ljudi, ki morda ni vedno bila v samem, bi rekel, percipirana kot vrhunska. Podobno velja za folklorne stvari. Najbolj mogoče pomembno je pa ta stik z mladimi, ne? Ker mi skozi razvoj mladih občinstv, tudi s pomočjo medijev spet, ki popularizirate naše vsebine, prihajamo do ljudi, ki ustvarjajo evropsko relevantne vrednosti. To pa je en pomemben kriterij. Se pravi, ni dovolj, da si ti samo ustvarjalen kulturnik, lahko nekaj zelo nišnega delaš, ampak tisto, kar delaš, je zanimivo za kolege iz drugih prestolnic in za obiskovalce. Poletje pa je tudi čas kot nalašč za dogodke na prostem, kaj ne, Maja Radovanovič, koncerti, prireditve, kaj vse se pripravlja? Ja, v sklopu Go and Friends, se pravi v organizaciji Dežele FJK, je kar nekaj koncertov bilo že najavljenih, in sicer prvi bo Massive Attack, ki je 24. junija na Casa Rossa, se pravi v Rožni dolini. Sledi takoj kmalu zatem 30 Seconds to Mars, 3. julija,
V Trstu imamo tudi v sklopu Go and Friends možnost videti Robija Williamsa. In pa večino SPF dogodkov se pa navezuje na kino na prostem v tem času poletino, kjer bomo v sklopu projekta GGC imeli veliko projekcij na različnih delih čezmejnega območja, tako po mestih kot na Banjški planoti in okolici. Morda še 2 besedi o teh prizoriščih. Velika imena ste napovedali. Koliko ljudi pričakujete in kam jih boste umestili? Za ta 2 koncerta, ki sta predvidena v Gorici, je kot rečeno trenutno v prenovi ta Casa Rossa, se pravi parkirišče pri Rdeči hiši, ki bo do takrat končano in bo omogočalo in gostilo toliko ljudi, kot je za ta koncert predviden. Zdaj za koncert od Robija Williamsa je v Trstu, kjer je pač zmogljivost za publiko malo večja, prav tako za Alain Morissette, ki bo v Udinah, v Vili Manin. Bo zadosti prostora. Bo dovolj prostora, napovedujete. O programu, ki ga Evropska prestolnica kulture prinaša v goriški čezmejni prostor, je govora in na vrsti so jesenski dogodki. Naj kar takoj povemo, da bo med 26. in 28. oktobrom potekala priljubljena kulinarična prireditev Okusi brez meja. Neda Rusjan-Bric, kakšna bo ta EPK-jevska izvedba? Ja, mislim, da je to september sicer, ampak ja. Seveda smo tudi to vzeli iz tradicije, zato ker smo že pri pisanju programske knjige se naslanjali zelo na tradicijo in jo potem na nek način transformirali v prihodnost in seveda oplemenitili z kulturnim dogajanjem. Tako da tudi tako imenovani okusi meje bodo zdaj okusi brez meje, seveda ne, in bodo segli tudi na našo stran. Seveda tudi na Trg Evrope, kamor bomo povabili tudi druge evropske prestolnice kulture, da pridejo tudi kulinarično se predstaviti in gastronomsko seveda in vse skupaj raztegnili na obe mesti in bomo videli, če bo dejansko tak uspeh, ne, kot je na italijanski strani, ker zato moramo reči, da vemo, da so množice, ki prihajajo na ta festival, ne, tako, in mislim, da bo tokrat pa res ojačan. Da bo kaj okušati in kaj Ja, videti. absolutno. Napovedali ste tudi druge evropske prestolnice kulture, te, ki so že bile, pridejo? Aha. Zelo odvisno. Mislim, mi bi želeli, da pridejo naprimer zelo nenavadni okusi, bom rekla, in to so naprimer, ne vem, skandinavski iz Boda, ki Tega je še nismo imeli, letos kaj ne? tako, Ja. recimo. Poznate Tudi za pa Stockfish, poznate pa njihov Stockfish, ja, zato ne bi Tako, prišli. tako, ne. Mi imamo tradicionalno božično jed, štokviš, ki je pri nas. Ne? In ta prihaja iz točno tam. Ne? Mi, ko smo bili v Bodu, so nam vse predstavili, kako so to cele vasi živele od tega in pošiljale dol. Mi smo pa v Trstu v bistvu kupovali. ja. Tako, in to je naša božična jed, ker naše babice zagotovo niso vedele, od kje prihaja. Mislim, da je to na tak način povezano v In bodo resnici. Ne? sedaj vnuki lahko to poskusili Tako, tako. tukaj. Bogat bo tudi jesenski uradni program, kaj ne, gospod Pelko? To je priložnost, da opozorim na nekatere prireditve, zdaj že skoraj tradicionalne, ki bodo pa izrazito zrasle v letu 2025. Vizavi festivalja, recimo tak, čezmejni festival sodobnega plesa. Tudi to, kar Društvo humanistov Goriške okrog mesta knjige dela, bo praktično zraslo v cel festival, mi mu rečemo, literarne kompleksnosti. In te stvari so jeseni, delno zato, ker se univerzitetna publika vrača, delno, ker tesno delamo v povezavi z univerzami. In potem je seveda še ena razsežnost, ker smo v vinski regiji, bodo nekatere stvari bliže, ko bo trgatev, bolj bomo lahko na nek način sočasni. Recimo v Brdih bomo imeli eno veliko, še vedno zunaj prireditev Rajski zbor, kjer bodo številni zbori, ki jih ponovadi združuje Primorska poje, pa to bojo v enem naravnem amfiteatru recimo skupaj zapeli. Tako da z vsako sezono se na nek način odzivamo tudi na to, kar je tisti trenutek najbolj aktualno. In predstavljate tudi ta kraj, ne, kaj ne, dediščino, kulinariko, prireditve, nadgrajujete. To je srž Evropske prestolnice, ker zdaj, ko hodimo po Evropi, pa v bistvu jo propagiramo, nas predvsem to vprašajo, kaj je tisto specifično. Ne? In seveda, ko jim povemo, recimo, da Pot miru teče ker teh celoletnih prireditev pa nismo v teh sezonskih razporeditvi, to pomeni, pa so izjemne. Ne? Nekatere bojo celo leto dostop. Pot miru od Alp do Jadranskega morja je praktično 500 km pomnikov v zvezi z Prvo svetovno vojno. In to je eno od razlogov, zakaj bo mnogi Evropejci prišli. Kaj pa jesenski program prinaša pri teh iz sklada malih projektov?
Maja Radovanovič. Zelo nas veseli, da dosti v bistvu samih dogodkov uradnega programa je združenih s tem strateškimi projekti tudi same dežele in raznih SPF-ov, še posebej plesnih, ko se je za festival Vizavi. Bo pa tudi v Gorici v septembru potekala razstava o Franku Bazali, ki je ravno tako pomemben del, mislim, tako uradnega programa, kot samih dogodkov vezanih na občino Gorica in Nova Gorica. Potem bo tukaj še se bojo nadaljevali lahko tudi kakšni filmski užitki še iz poletja v sklopu Dnevov Zveze Fiče, ki je tudi dokaj pomembna italijanska kinološka prireditev. V zvezi s filmom, kaj ne? Ja. Še zadnji izmed 4 letnih časov je pred nami, spoštovani gostje. Torej, kaj prinaša zima, gospod Pelko? Zima je že zdaj, prve asociacije so seveda lučke, ampak pri nas po zaslugi recimo kolektiva Brida zasije to mesto že parkrat prej skozi leto in bo seveda zasijal najprej v času ROR festivala. Ampak ravno posegi tudi potem v okrasje bodo artistični in bo združili obe mesti. Jaz bi upozoril, ker smo morda relativno malo v filmu govorili, 5. novembra prihodnje leto bo 50 let od smrti Pier Pavla Pazolinija. Tukaj imamo geografske razloge, da se z njim ukvarjamo, ker je preživel en košček mladosti v Idriji. In po drugi strani Univerza Nova Gorica v enem izjemno velikem evropskem projektu, ki bo veliko stvari naredil med Kasarso in Idrijo Novo Gorico. Tako da recimo filmska razsežnost bomo seveda potovali po Evropi in predstavljali mejo skozi film in zgodovino s pomočjo kinoateljeja, hkrati pa ljudem iz Evrope povedali, kdo od tukaj prihaja. Sergio Midei, Pier Paolo Pasolini, naši avtori, kot so Kosmač in to. Tako, zaključil pa se bo december oziroma zimski čas s zaključkom seveda, posebno prireditvijo, pod katero se znova podpisuje Neda Rusjan-Bric. Na ta veseli dan kulture se obeta razsvetljena zaključna slovesnost. Ja, ne vem, če se jaz podpisujem pod to režijo, bomo še videli, ampak vsekakor je že Stojan omenil tole, to smo že poimenovali že v programski knjigi Božične luči, zdaj smo jih bolj v lučni festival, recimo temu tako kot je Stojan omenil, v bistvu bi radi povezali obe mesti skozi ne prav enako dekoracijo, ampak s pomočjo umetnikov, da bodo naredili dekoracijo, ki bi imela rdečo nit in bo v bistvu od Gorice do Nove Gorice in obratno potekala, a ne? Predvsem pa bo prvič očitno v zgodovini se zgodil prižig luči na isti dan, ob isti uri. Skratka, Gorica in Nova Gorica boste zasijali v božični dekoraciji oziroma novoletni dekoraciji na isti dan. Takrat bo 3 dni, recimo temu, slavja, tako kot je vedno, ampak seveda tokrat bolj skupaj, še bolj skupaj. Seveda tukaj spet računamo na Trg Evrope tudi kot en centralni eno centralno točko, kamor se bodo stekali ljudje in hkrati bodo tam nekateri dogodki in tako naprej, ampak v glavnem radi bi poudarili in simbolično zaključili leto prestolnice kulture s tem, da rečemo, obe mesti skupaj pričakujeta praznike in zaključujeta Evropsko prestolnico kulture. Se pravi, rekli ste, skupaj bomo prižgali te luči, vsak v svojem mestu ali na skupni točki? To bomo še videli, ampak vsak v svojem mestu nismo še nikoli skupaj prižgali. Vedno je na različne dneve, ne? 1., 3. december in tako naprej. Tokrat bomo na 1. december skupaj prižgali, tako da boste se prižgale luči, bomo še videli, kako bo šla procedura, ali bomo najprej na eni strani, na drugi, ali bomo na oboje, ali bosta župana nekje na Trgu Evrope, skratka, to bomo še naredili, ampak v glavnem od obe mesti boste skupaj praznovali, no. In ta svetlobni spektakel, recimo, ki ste ga napovedali, kakšen bo nadgrajen od sedanjega? Ja, gotovo. Ena majhna poizkusna akcija se je zgodila že letos, par dni, a ne? Že Stojan je omenil umetniški kolektiv Brida, ki smo mu že letos zaupali, da naredi, ker so zelo dobri v tem festivalu svojem ROR, ki
je že zdaj zadnji 2 leti navdušil Novo Gorico, tokrat bo obe mesti. No, že letošnje leto je bilo takoj po prižigu luči par dni v bistvu razsvetljena Nova Gorica sicer, a ne. Zdaj temi pa svetlobnimi efekti tako na fasadah, kar na ne? fasadah, tako. Zdaj bomo pa dali možnost verjetno tudi drugim umetnikom, da potem izberemo v resnici neke motive, ki bodo krasili potem obe mesti. Se bo to nadgrajevalo tudi kasneje? Želeli bi si namreč? Želeli bi si, ne, to je pa seveda odpira druga vprašanja. Seveda vse, kar delamo z mislijo na prihodnost, na dediščino EPK-ja, a ne, in nekatere stvari že zdaj vemo, da bojo absolutno obstale in bodo v letu 26 in upamo tudi kasneje, ne. Nekatere stvari bodo pa seveda zelo odvisne od tega, kako bomo sposobni dobiti financiranje, od kje in kako bomo se sposobni tudi znati prijavljati na evropske razpise in podobne stvari, ne. Tako, orisali smo program Evropske prestolnice kulture, pred nami je leto, kakršnega še nismo imeli. Dragi gostje, konec leta je, kakšne želje polagate pod novoletno smrečico, na kateri piše Go 2025? Maja Radovanovič. Da bi še naprej uspešno sodelovali in ne samo v letu 2025, ampak tudi od zdaj naprej vedno bolj. In mislim, da tako uradni program, kot vsi pridruženi projekti Small Project Founda in dežele in obeh občin lahko skupaj ustvarijo res nek lep ekosistem čezmejnih dogodkov, ki so popotnica tudi za naprej. Stojan Pelko Stervraževirni, se bo uresničila ta vaša želja, ki jo tako v mislih položite pod smrečico? Jaz vam odgovarjam z 2 emocijami, ki sem jih zadnje čase izkusil in se mi zdi, da ste zavezujoče. Eno je prvič, ko je par dni nazaj, ko je Neda pred skupnimi 3 mestnimi sveti, Goriškim, Novogoriškim in Šempetrom, rekla, zdaj se pa realizira ideja, ki je pred 8 leti bila ena. Še par dni kasneje sem pa slišal tudi tak smak v grlu od ministra Arčona, ki je tudi rekel, da je nekaj neverjetnega videti, ker se tako dolgoletne in trajnostne želje v bistvu materializirajo. Tako da govorim kot eden članov ekipe, ki je prišel kasneje. Ta zaveza je v bistvu zelo zavezujoča, ker je, ko enkrat ideja začne tire premikati, ko začne, bi rekel, kot ste pa rekli, 100.000 ljudi premikati, je v bistvu to izjemna odgovornost. In imamo seveda do okolja, ampak imamo pa tudi do tistih, ki so prišli s to idejo. Tako da moja želja je, da bi bili na ravni naloge, ki smo jo v bistvu dobili od tvorcev te ideje. 8 let, Neda Rusjan Bric. Ja, no, bom kar nadaljevala to, kar je Stojan povedal. Ja, v resnici je zdaj, ko smo tik pred vrati tega leta, a ne, moram reči, da pri meni sem kar emotivna, kar se tega tiče, no, ker se mi zdi, to je res največji projekt v življenju, pa sem kar velikih imela. Tako v smislu, toliko časa delati, toliko časa čakati, toliko časa upati, pa hkrati padati in vstajati in tako naprej in v končni fazi potem vidiš, pa vse nekaj smo pa naredili, ne. In zdaj pa bo dejansko čas, ko bomo videli, da bo pa dejansko meso postalo, še bolj, a ne, in opazovati, kakšno bo to meso in ta otrok, ne, in potem čakati konec leta, ko bomo lahko tudi en rezime naredili, ne. Jaz bi si čisto osebno želela, ne moram reči niti, da bi si želela, ampak najbolj sem bila v bistvu presenečena, kadar smo začeli, pa tudi potem, ko smo zmagali, če ne mogoče takrat še bolj, koliko različnih emocij je to vzpodbudilo v ljudeh in to pozitivnih in negativnih. Na negativnih sem bila najbolj presenečena, moram reči, zdaj sem včasih, ker vidim, da nekateri pač sploh nenehno vidijo samo slabo. Zaradi tega mi tudi rabimo kakšen feedback, kot se reče, dostikrat, da rečemo, saj to je pa dobro narejeno in resnično videvamo in srečujemo tudi take in to bi si želela čim več tega tudi v letu 2025, da bi vsak našel neki in ne, da bi iskal samo nekaj slabega, ampak da bi našel in če bo iskal nekaj dobrega zase, jaz sem popolnoma prepričana, da smo tako pripravili, da je čisto za vsakogar
moč reči, da najde lahko nekaj. In tega bi si želela. In zavedati se moramo vsi, sem želela dodati k vam, da je to projekt, kakršnega Nova Gorica morda več ne bo imela in uživajmo v njem, kaj ne? Zagotovo ne bo več imela, ker je nemogoče. Tako da Uživamo v tej pozornosti. uživajmo točno tako, uživajmo v tem, poskušajmo najti nekaj za naprej. Jaz moram reči, da naprimer nekateri umetniki tudi ali kolektivi, ki smo jih že prej omenili veliko, nekateri so znali izjemno izkoristiti to priložnost. Mi jim samo upamo, da bojo tudi potem po letu 26 znali to peljati naprej. Nekateri so izjemno zrasli in to tisti, ki dejansko so iskali dobre stvari in poskusili združiti svojo dejavnost z našo in dejansko mislim, da bojo imeli od tega največ tisti, ki bodo se temu pridružili in znali se veseliti. Tako. In zelo pomembna bo tudi ta dediščina, ki bo kasnejša leta ostala tukaj v tem prostoru. Gospod Pelko, kaj ne? Da, kot član delovne skupine, ki znotraj Monga piše prihodnjo kulturno strategijo, lahko točno to zatrdim, da so rezultati EPK-ja že vgrajeni v to strategijo. Zato ne gre samo za infrastrukturo, gre tudi za to, kako bodo kadri, ki so skozi to izobraženi, nadaljevali svoje delo, kako se bodo nekateri procesi, ki so se začeli, nadaljevali in pa seveda, vedno važno, kako bo del finančnih virov tudi trajnostno zagotovljen. Vse to se bo potem garancije, da zadeva ne samo, da ostaja, ampak v bistvu raste. Ne? Tako. Hvala vsem trem za obisk v studiu. Lepe praznike vam želim in da si naberete moči. Potem pa, kot smo že dejali, uživajmo vsi skupaj v mnogoterih barvah in priložnostih, ki jih prinaša 2025. Srečno. Hvala, srečno.